N1 podcast s Suzano Lovec. Dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni. Z vami sem Suzana Lovec. Moje oddaje, moje podcaste lahko spremljate na N1, torej n1info.si. Nanje se lahko naročite na YouTube kanalu N1 Slovenija in pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Gledate jih lahko na EONu in na strani Metroplay. Veseli me, da smo praktično vsak konec tedna skupaj. Moja današnja gostja pa je Maja P. Kastelic, akademska slikarka in priznana, nagrajevana in tudi mednarodno uveljavljena ilustratorka knjig za otroke, slikanic. Dober dan, pozdravljeni. Dober dan, hvala za povabilo. Vaše podobe, vaše slikanice, vaše ilustracije gledajo otroci po vsem svetu. Torej, mogoče veste, kakšno je zadnje število, kje vse so izšle. Na zadnje, ko sem jaz pogledala pred nekaj meseci, mislim, da ste rekli, da je to število 24 držav. Izšla so vaša dela vse že od Kanade do Jordanije, od Nemčije do Rusije, od Koreje do Združenih držav Amerike, od Italije do Mehike in Japonske. Število spremljate redno ali samo občasno? Kadar je treba, no, tako je bila ta priložnost ob gostovanju v Frankfurtu. Pa pol za CV, da ga malo, včasih, ko mi rečejo, pol moram, ampak drugače pa ne, moram si narediti eno Excelovo tabelo mogoče, ali pa nekaj takega, sam to nam umetnikom čist ni najbolj blizu, a ne. Tako da, okoli 24 sem vesela, no, za vsakega, to je ful lepo, da gre to v svet. Ko delaš knjigo, je tudi najbolj pomisliti, da bi šla čim bolj na široko, ne? Da nekaj delaš dolgo časa in potem samo ena naklada ali pa samo ena, pa knjiga nekako umre. To mi je ful žalostno. Tako da sem vesela, da živi, ne? To je največja čast, najbolj. So tudi srečne knjige, verjetno, če so zrabljene ali pa, listane kar naprej. Tako da, Odskočna deska za tujino je bila gotovo vaša avtorska slikanica Brez besedila, deček in hiša in predstavitev v Bologni. Kako univerzalen je jezik ilustracije, če torej vi recimo sežete čez ves svet, prek kontinentov, prek meja tistih na zemljevidu in v glavah, prek kultur, prek držav. Kako univerzalen je ta jezik, to, kar vi narišete? Ja, jaz mislim, da je res en najbolj univerzalnih jezikov. Seveda, se vidimo danes v današnji družbi, operiramo s piktogrami, vse prek spleta, pač mora biti vizualno opremljeno, ne? To je naš najbolj zdaj domač jezik ratov za vse, ne? Da komuniciramo prek vizualnih simbolov. In isto ilustracija, ne? Je pa nekaj čarobnega, kar pa ljudje univerzalno čutimo, ne? So razlike kulturološke, različni deli sveta, različno kaj pomeni, ampak nekaj tukaj noter, ne? To je pa univerzalno in lahko se prenese. Tudi skozi ilustracijo še pa toliko bolj, zato ker ilustracija je jezik, ki je primarno namenjen mlajšim, in je bolj odprt, srčen, igriv tudi, na kar ljudje reagirajo, v resnici. Tako da je to definitivno je univerzalno. Še bolje pa bilo tako pri dečku, recimo, ko je bilo zares ena taka odskočna deska, ker gre za tiho slikanico, kar pomeni, da ni besedila sploh noter na tak način, kot v običajnih knjigah. In se lista, se prebira zgolj z opazovanjem, ne. To je po eni strani tudi zelo praktično v smislu založniškem, ne gre za prevajanje, odpade en kup enih drugih opravil okrog tega in je zelo neposredna, ne. Ti vse razumeš, oziroma po svoje razumeš in tudi ni pravilnega razumevanja. Tako je lahko, ne. In mi je bilo zelo lepo, ko sem dobila, iz drugih držav, kako so v šoli delali s knjigo, recimo so otroci pol svoje zgodbe napisali, ilustrirali, iz Italije, pa ne vem, ki sem dobila tako, res ti je čarobno, no, da to potuje po svoje in govori samo zase tudi, ne, tako da to je taka lepa izkušnja.
Deček in hiša je knjiga, kot ste vi rekli, v bistvu torej brez besedila. Je pa hkrati knjiga mnogih zgodb. Ne? Je tukaj ta osnovna neka naracija za otroke, ob tem pa so tudi druge reference. Ne? Namigi znotraj ilustracij, namigi za odrasle, tudi neki vaši osebni namigi, ne, so skriti. Vidite knjigo, slikanico tudi kot nek predmet presenečenja, ne, in vedno ponovnega odkrivanja ali pa, ne vem, predmet skrivnosti. Absolutno, vse. Mislim, jaz sem pač tukaj subjektivna, seveda, ampak meni se zdi to ena tako res taka čudežna stvar, slikanica. Ker je hkrati, sploh danes, v današnjih časih, ko je tukaj enih možnosti, ne, sploh ne vem, kje ne začnem. No, ja, kulten objekt mi je, pomemben objekt za otroke, nekaj, kar lahko zapakiraš tako arhetipe, tako, kot sem rekla, te univerzalne vsebine, zgodbe, a ne, estetski objekt, mala galerija, ne vem, sam lahko naštevam, ne. Po drugi strani pa za mene, jaz kot tretiram slikanice in jih poskušam tudi sama delati na tak način, da so več, kakšna bi bila ta beseda? Plastne. Večplastne, seveda, več opravilne. Tako, da imajo več nivojev, ne. Torej, da vsaka slikanica je lahko v prvi vrsti slikanica za otroka od 3 do 5 let ali kakorkoli že, ampak vedno je pa lahko tudi kaj več. A ne, to je papir, ki toliko bogatstva lahko noter vpleteš, a ne, če se potrudiš. In prvič je že tudi to, da zmeraj gleda, sploh z manjšimi, tudi neka odrasla oseba zraven, a ne, in imaš še enega gledalca takoj zraven, ne samo tega otroka. Torej, najboljš mi je, če meni uspe, ali pa vidim tudi pri drugih, tudi jaz zbiram slikanice in jih obožujem in gledam, torej tiste, ki so tako, imajo več nivojev, a ne, pač tako, kot smo rekli, ta osnovni, no, pri dečku ali pa povabilo, eni liki nekam grejo, nekaj se zgodi, nič tacka, bistvenega, tako, pač preprosta zgodba, ki jo otrok razume, dojame po svoje in tako, ne. Ampak vmes imaš pa mnogo prostora in priložnosti, da še greš globlje. In to neko renesančno branje mi je tako blizu, no, da v bistvu lahko jaz vpletem not in citate in simbole in prepletam z nekimi in omaže drugim ustvarjalcem, a ne. To zelo rada počnem. To so pa nekako ena napotila tudi za druge. Daj še to poglej, pa čudim se temu, poklanjam se temu, a ne. Tako nekako kot enih knjig se spomnim, ko smo bili mi majhni, ko si preskakoval med stranemi in pol si kot eno potovanje imel, a ne. In to je tudi tako, ali pa kot ena spletna stran, imaš to spletno stran osnovno in pogreš lahko na to stran, pa to stran, a ne. To je taka en zelo preprost približek temu, tako si jaz predstavljam, a ne, da pogledaš. Recimo jaz obožujem obožujem knjige, a ne, in jih tudi veliko slikam v te interjere, ki jih v ilustraciji pač postavljam. To je kot ena taka scenografija, ne, in zdaj pa je pa premislek o tem, kakšna knjiga bo tam, kaj bo na hrbtu pisalo, a ne. Ponavadi je to, kar me navduši v tistem trenutku, ko berem, na primer, kakšen roman, pa se mi tako mi ostane z mano, ker rada berem, a ne, ali pa mi je bil pomemben v enem delu življenja, recimo, ko sem delala dečka, kaj sem takrat brala. Tako. In ljudje to opazijo, no. Tako je nagrajujoče. Se mi zdi tudi, ko sem jaz kot bralec od drugih gledam in je tako tak dober občutek, ko nekaj prepoznaš, no. Tako da A se je treba na nek način torej naučiti tudi brati ilustracijo? Recimo, če je kompleksna. Je treba v bistvu znati gledati? Ja, dobro, to je, vsak iz sebe izhaja, ne, torej karkoli imaš ti v sebi, mogoče nekdo, ki je bolj tehničen, pa bolj opazil, sem jaz pravilno naredila, ne vem, kaj sem, mehanizem dvigala, ali kakorkoli, nekdo, ki pa rad bere, pa bo opazil slike, ali pa mamica bo mogoče, ki je utrujena, pa si sam želi pijače, videla gin tonik tam, a ne. Tako, knjiga je tudi kaj ena posoda, ne, v katero lahko vanjo daš tisto, s čimer ti prihajaš, torej kar je tvoja, kar prepoznavaš, kar tudi sam ojača malo ta tvoj glas, a ne, torej tisto, kar vidiš, tudi jaz, ko gledam kot umetnica, kaj opaziš, sem pozorna ratala, da to je moj glas, da se opazujem na tak način, a ne. Seveda je pa fajn, če široko to svoje znanje razpršiš, a ne, zmeraj je dobro, tudi ko delaš slikanico, a ne, da ni to zelo
tako samo enolinijsko, ne. Fajn je, če človek se ukvarja z večjimi stvarmi. Najbolj zanimive so ponovadi tiste, ki iz različnih področij prihajajo ljudje, ne, in ne vem, imajo silno veselje za biologijo in potem, če te to zanima, lahko to vnašaš noter ali pa vrtnarstvo ali pa karkoli iz življenja, a ne, prineseš lahko noter in to ima toliko več enega žmohta ali pa nisem površina pol. Vi veliko hodite tudi po tujini, tudi sodelujete ogromno s tujino, rišete, ilustrirate tudi za tuje založbe, imate naročila iz tujine. Kaj pa so stvari, ki so vas v zadnjih letih najbolj navdušile, recimo v svetu na tem področju? Da ste rekli, wow. Ja, veliko je tega. Veliko. Ampak moramo povedati, da je najbolj zanimivo pa to, da je to še zmeraj dosti majhna skupnost, no? Tistih nekih vrhunskih ljudi, ki se s tem ukvarjajo. In kar je najbolj razveseljujoče je, da se ob stikih s takimi ljudmi ugotoviš, da so zelo preprosta bitja, to zelo nedostopni. Tako recimo Axel Scheffler od Zverjasca, ilustrator. Taka srečanja so bila tako ljubna, ne vem, ko sem bila v Bologni na sejmu, sem se zaklepetala na klopci, ko je zelo si utrujen, kot cel dan po sejmu hodiš in sem se sedla na en klopco, zaklepetala z eno starejšo gospo, za katero se je izkazalo, da je njegova sestra. Tako da se je pol tudi on prisedel z gipsom, ker je imel roko povezano, nekaj si je polomil en prst, ali zvil, ali ne vem točno, kaj je že bilo. In potem sem rekla, kako radi njegovo knjigo beremo in je on strajal in mi je narisal recimo kartico z onim gipsom na roki, ne, tako res, pa sploh mu nisem rekla, tako zelo preprost, nič tako, ali pa ne vem, en drug sijajen ilustrator, Sidney Smith, on je pa tudi totalna zvezda, je pač avtor naslovnice zdaj na zadnjem sejmu bil v Bolonskem, sijajen, tako da je imel tudi to razstavo tam in Andersenov nagrajenec je tudi zadnji. Tako, in pa smo ga tudi videli tam in tako smo ga gledali, smo bili vsi tako starstruck, ne, tisto tako, moj bog, to je Sidney Smith. In smo ga šli pozdraviti, ker vem pa iz te osebne izkušnje, da je vedno lepo slišati, tudi če si verjetno tako, a ne, je vedno lepo slišati, da nekdo mora tvoje delo, občuduje tvoje delo, a ne, ker vsi umetniki se pa vedno tudi spopadamo sami zase z enimi tistimi sindromi vsiljivca in kaj vse, ne. In smo ga šli pozdraviti in je tako preprost človek in nas je pelal osebno vodstvo po celi njegovi razstavi, vse tiste skrivnosti, a ne, velike skrivnosti velikih mojstrov, a ne, nam je povedal, kaj je uporabljal. Mislim, to res tako čudežno, no. Mislim pa, da je to velja mogoče ne toliko za vse področja, kot pa našo, ko je ilustracija, ko je slikanica, ko smo še kljub temu, je ena taka skupnost zelo prijazna. Prijazna. Prijateljska tudi, ne. Tako veselimo se dobro, kad dela en drugega, no. Bi rekli, da recimo je manj, ne vem, tekmovalnosti kot drugje po svetu? Ja, absolutno. Mislim, sploh ni taka toksična tekmovalnost, ne. Tudi, to je pa že recimo v slovenski tradiciji, je pa bila to, o tem je veliko govorila Jelka Reichman, a ne, ko so bile pravljičarke, ne, Marjanca, Ančka, Marlenka, pa malo za njimi Jelka, kako so one gledali skozi eno drugo, ampak kot spodbuda, ne, kot to te podžge v resnici, ko veš nekaj, kar te osupne z eno lepoto ali pa kompleksnostjo in potem si toliko čaran, po eni strani pa na ta način te pa ti tudi želiš sodelovati v tem, ti tudi želiš preseči sebe pa biti boljši, ne, tako da to je zelo dobro, da si obkrožen z dobrimi stvarmi, ker pa v bistvu tudi sam več dosegaš, ne, lahko. Ko vas sprašujejo novinarji, ne, rekli ste nekoč, imela sem srečo, da sem odraščala ob slikanicah 4 odličnih slovenskih ilustratork, Marlenke Stupica, Marjance Jemec Božič, Jelke Reichman in Ančke Gošnje Godec. Kako se spominjate v bistvu tega vašega potapljanja v svet slikanic, torej kot otrok z druge strani kot zdaj? A je to druga stran? Ne, niti ni, no, moram reči. Ja. Ker je to tako močno, ta občutek, da to ostane in je v resnici nekega, iz čemer zdaj črpam, ne, ker moraš imeti tega svojega notranjega otroka tako živega, da se mi zdi, no, da je to pomembno. Ja, tako res velika sreča bila za nas, za mojo generacijo, saj imela sem to srečo, da so imela in Ciciban in vse te slikanice, ki so takrat išle doma
In tiste slikanice, ki so takrat išle, pa jih je bilo manj kot zdaj, ampak so pa bile vse silno kvalitetne. Vse so še zdaj vse v tisku. Večina so še kar v tisku, kar priča o izjemnosti. Ne? Tako da, in mi smo to gledali in to se ti neizbežno, kar otrok gleda, nekako začuti in to se vgradi, se mi zdi, v tvoj in vizualni spomin in občutenje, ti sentimenti. Mislim, zato se mi zdi res to pomembno, no? Ker otroci so zelo senzibilna bitja, in važen se mi zdi, kaj jim damo. Tako. Iz te moje izkušnje, no, vidim, da je nekaj, kar nosim celo življenje potem s sabo. To, če se ne ukvarjaš potem s tem. Recimo, sem prav razmišljala veliko o tem, ker pol tudi, ko sem bila že bralka, recimo, pa bereš Piko Nogavičko, pa ne vem, vse te junake in koliko je važen, s čim se poistovetiš, kot otrok, a so to neka, če so ta ti liki, protagonisti, taki polni enih vzvišenih idealov, etike, tako, kar se poistovetiš s tem in hočeš biti tudi dober in čuteč in prijazen, in saj ne rečem, da je v današnjem svetu to najbolj praktično, ampak sem tako idealistka, no, da je res to pomembno, da damo to neko čutenje, da usadimo kot eno seme že takrat v najmlajših letih. No. Ker se pa res razraste in tako jaz to čutim, to, kar je bilo takrat kot eno seme v meni, kot en gozd zdaj. Ne vem, tako bolj izpolnite. Jaz mislim, da je kakor pa kakšne bolj... Vsak ima svoje veselje, sicer seveda sam. Tako eno strast je v meni vzbudil, pa verjamem, da tudi v drugih otrocih lahko, ki jo pol nosijo s sabo skozi življenje. Zjutraj sem se spraševala o tem, postavila sem mi to vprašanje in se nekaj moram to Majo pa Kastelico vprašati. Mi to otroškost običajno velikokrat zgubimo. Torej, to, kar smo, ta žar, ta možnost mogoče celo poistovetenja, to neko mehkobo na poti zaradi odraščanja, zaradi sveta okrog nas, tako jaz doživljam, izgubimo tudi to neko radost, otroškost, veselje, igrivost. Kje naj jo iščemo? Ja, tukaj. Ja, ne vem, to... Ja, jaz se sicer trudim, da ne bi izgubila tega, in pol se včasih človek počuti tako zelo... Ena stvar je otročje, eno je pa otroško. In otroško je absolutno postavljeno na piedestal. Mi je tako nekaj svetega. Bojimo se, da bi izpadli mogoče otročje ali pa ne vem kaj, neresni ali naivni. No? To se zelo bojimo. Se mi zdi, da in to se pol zapiraš. Tudi samo, recimo, risbo, kako se hitro to zgodi pri otrokih. Takoj, ko začne otrok gledati malo okrog sebe ali pa se primerjati, potem hitro zapade v to in potem seveda v odraslost naprej, da se malo cenzuriraš, da paziš kaj, in kako. No, seveda je to del odraščanja, ampak ne vem, kaj pa je življenje, En kratek čas, ki ga imamo in ki ga lahko uživamo. Mislim, seveda svet je tudi grozen kraj, lahko sploh v zadnjem času in ne vem, nimamo rešitev mnogokrat in zdi se mogoče tudi, da bi se ukvarjal z nečim takim brez veze ali pa ne vem, apatičen lahko rataš, ampak jaz še zmeraj verjamem v to neko tukaj, nek tak srčno silo, strast, kako si rekla, da je to nekaj, kar te pelje lahko naprej, to veselje, to, ne vem, moraš si poiskati eno veselje iz katerkoli področja že, da zjutraj vstaneš, da prehiter je mogoče to sploh vreden zapasti v nekaj, da se slabo počutiš, da se preveč primerjaš z drugim, vse vemo, vse to z družbenimi omrežji, pa tako, ampak kaj pa v resnici človek rabi, je pa, da ima nekoga ob sebi, da se z nekom pogovarja, lahko smeje z njim, predvsem to, še to je ful važno, tudi humor v slikanicah, da se zna sam sebi nasmejati, to je tudi bistveno, da se ne jemlje preveč resno in te stvari vse pridejo iz tukaj, pa te ideali, jaz sem tako ful idealistka, verjamem v dobro, v lepo, res, ampak prav
iz tistih knjig, ki sem jih takrat gledala kot otrok. No. Pa to se mi je še zgodilo, zato sem o tem tako razmišljala, da zdaj, ko sem odrasla, nedolgo nazaj, lani sem brala knjigo Srebrne vezi, ki je taka nekako, predvsem kar založbi so odšle od kaj je Vabotič, tako je bila, dobro mi je bila knjiga sijajna, tako pa tudi, ker je so te pravlični liki, torej govorijo o mitologiji in mitološka bitja in tako. Ampak vseeno je šlo za nek podobo nečesa bolj vzvišenega, v smislu, za dobro se borimo, bodimo dobri, da premaguješ neke slabe sile. Vsa ta literatura otroška in potem vsi ti Harry Potter in vse je na nek ta bipolarnost. Seveda stvari niso tako črno-bele, ampak ta neka, kar ponotraniš, kar uživiš, se not padeš v to. Jaz tudi hočem biti ta dober lik in premagovati slabo in tako, Nekaj se ti vsadi skozi to branje, ki je ena taka intimna dejavnost, zelo vpliva na našo percepcijo, pa možgansko, nevrološko, je vpliva, meni se zdi, saj jaz tako doživljam in škoda se mi zdi, da je zdaj veliko otrok to izgubila, da nimajo priložnosti, da ne gledajo slikanje, da ne berejo knjige, da tekmujejo za njihovo pozornost te knjige s tako drugimi stvarmi, 10 let je od Dečka in hiše. Ta slikanica je bila prelomna ne le za vašo kariero, ampak tudi za vaše življenje. V bistvu ste pred njo, ste rekli, ste čutili, tako ste opisovali to za različne medije, prav potrebo, da nekaj spremenite, da se izrazite. Kaj je takrat tičalo v vas, kaj je bilo to, kar se je nabiralo? Pred tem ste namreč leta in leta delali kot restauratorka, restaurirali ste cerkve in gradove, recimo tudi v ljubljanski stolnici, frančiškanski cerkvi ste bili. Kaj je bilo tisti poriv, ki ga opisujete, da se je nabralo in da je moralo priti ven, da ste v bistvu potem življenje spremenili, delate zdaj druge stvari, zato sem rekla, da se vam je življenje spremenilo. Ja, res, to je bilo tako, kot ena nuja. Mislim, življenje je tako, sploh, ko si tako mlad po faksu, te malo nosi sem, pa malo nosi tja, tako da jaz sem pač študirala slikarstvo, ob tem sem pa čisto iz enega praktičnega vidika, seveda imela službo retušerke, restauratorke, ki je bila zelo dragocena, to je eno od unih področij, ki jih prineseš, tako kot sem prej rekla, ker ti kar nekaj pustijo, torej ta restauratorstvo, ti stari interjeri, cerkveni gradovi, ta prašnata svetloba, skrivnostnost, to me zelo privlači, ampak je pa na en način, tako kot sem rekla, ono seme, ki ga imaš v sebi, če zdaj pogledam, da se ni prekinilo do zdaj, ta linija. Torej tisto otroško je vmes malo bilo prekrito z nekimi drugimi stvarmi, ki so bile pač takrat v tistem trenutku življenja mogoče malo bolj pomembne, ali pa ne vem, potem sem tudi že imela otroka, pa vse tako. Ampak, ne vem, tako res gazirsko. V enem trenutku ne moreš več zdržati, nisem mogla in sem morala probati. Tako da pač, kaj pa zdaj, ena taka energija se nabira, eno hrepenenje, mogoče to najbolj opiše, kada se nesmrtno zaljubiš, in potem ne moreš brez tega. In misliš na to vsak dan in želiš nekaj narediti v tem. Jaz sem zelo dolgo to pestovala. Pestovala in kako ne zdaj tega se lotim. Dokler ni bil potem ta nek push, je bil pa, ki je bil prišel do tega razpisa za bienale, sem pa rekla, zdaj se bi pa res rada prijavila. Saj sem tudi nekaj prej probavala, pa tako, ampak ne vem, Deček je prav nastal res tako iz ene nuje. Ampak kakšna bi bila recimo Majka Sedi, če se takrat ne bi poslušali te želje, tega hrepenenja? Ne vem, mislim, da če se ne poslušaš, postaneš žalosten in zagrenjen. Mislim, če si predstavljam, da bi še vedno to delal, mislim, vse so tudi taki ljudje, ki tišajo svoje hrepenenja, ali pa se jim zdi to preveč tvegano. Se je tvegano, vedno je tak korak, je vedno tvegan in strašljiv. Ker takrat je bilo recimo, še zmeraj imaš postavljeno nekako si to svojo situacijo, kakršnokoli že je. Moramo živeti, imamo otroke, plačujete račune. In to, ko sem jaz takrat naredila, je bilo pač en tak res. Si čisto na začetku, nimaš ničesar. Tudi v praktičnem smislu ne. In moraš imeti dosti vere vase po eni strani, in pač rint, Je pa zmeraj tako, tudi zdaj, ko imam jaz sina, ki se pač odloča, kaj bo počel v življenju,
3 sinove imate, ne? Najstarejši je v bistvu že polnoleten. Ja, on je polnoleten. Najmlajši pa bere še slikanice. Tako. Dobro, prerez zdaj. Ja. Oprostite, želeli ste povedati za najstarejšega? Ne, ki se odločajo, ali pa ko me sprašujejo, kakšne zaskrbljeni starši, a naš pa riša bi že rad šel v to, kot malo skrb. Ampak je pa zmeraj, danes so negotovi časi tudi v tem poklicnem smislu. Edina garancija, da boš nekaj rad počel, je, da si strasten do tega. Torej, tisto, kar te žene, v kar verjameš, tisto moraš zasledovati. Ne? In če ne, pač kot roža, se posuši in potem, to ni dobro. Ti cvetiš lahko na mnogo področjih, če si to spoštujem neskončno, in se mi zdi, da tega zelo malo, to mojstrstvo, da gojiš predanost in ne vem, so ljudje, ki berejo verjetno mizarijo v lesu, lahko, ne vem, skozi in se o tem izobražujejo, ali pa jaz o tem, ali pa vi na področju novinarstva. Torej, vsaka taka reč, ki te tako bogati, če pa temu ne slediš, pa delaš zaradi tega stvari, ker bi jih moral, ali pa te nekako sili okolica, ali ne. Potem pa ni to zares življenje pravo, se mi zdi, Mislim, je samo igra, se igraš, odraslo življenje mogoče, ali kaj zvem. Mislim, če bi žaljiva zdaj, vsako življenje, vsak mora sam zase vedeti, kako pa kaj se organizira in živi. Tukaj sem pa tudi idealistka, ampak v življenju, kar se mi je tako vedno pokazalo, tudi ko sem v neznano skočila in je strašljivo bilo, si pol nagrajen, nekako. Za pogum. Za pogum, za to iskrenost mogoče do sebe, do drugih tudi koncev. Saj, če neiskreno živiš, se to vseeno tudi čuti. Kar sem recimo opazila, je tudi pri slikanicah, se to nekako prenese, ta energija, v katero vložiš, ali pa ljubezen, recimo, če je ljubezen izraz za to neko vse, ta zmes teh idealov in posvečenosti in tega truda, ki ga vložiš, vere, tudi se kar nekako začutno. Dobila sem tako veliko eno tako povratno informacijo, da je bilo prepoznano na tak način, kot si sploh nisem niti predstavljala, kot si želim in mi je lepo to vedeti. Tako da siguren je, tako kot elektrika, včasih je niso videla, pa to še ne pomeni, da ni bila, zdaj pa vemo. Torej, nekaj je, kako se povezujemo s tem. Tako, srčnost mi je res blizu ta koncept srčnosti. Veliko sodelujete, kot sem že prej rekla, s tujino, s tujimi založbami, zanje ilustrirate. Kako drugačen je pa recimo takšen projekt, ki je naročen, tuj ali slovenski, od dela na avtorski slikanici? Vi ste že rekli večkrat, da ste pri tem zelo svobodni, da vam ne dajejo nekih omejitev, ampak se razlikujejo tukaj naročniki? Med drugim delate recimo tudi za revije, za Ciciban, Cicido, ampak naročila za knjige, recimo za slikanice, ko je stvar naročena. Vem, da imate vi absolutno rajši avtorske projekte, da živite zanje, da si želite tudi naslednjega. Ampak kako pa izgleda, ko dobite naročilo? Mislim, kot je bilo rečeno, je res, jaz imam veliko svobode in sreče pri tem, moram potrkati. Vseeno pa en drug občutek. To, če si dobiš sjajen projekt, recimo zdaj se dogovarjam za 2028 za en projekt, ki je zelo obetaven. Zelo mi je tudi in kompleksen in iz tujine? Iz tujine, ja. Ki me zelo zanima in tema in način, kako ga bom lahko delala in so veseli, da sem ga vzela, jaz pa lahko delam, kar želim z njim, kar je podobna situacija. Ampak kljub temu obstaja neka taka vrzelja, kjer, ko ti delaš svoje stvari, je to intimno. Sam s sabo se pogovarjaš, sicer je druga past, da si preveč v tem, potem je fajn imeti dobro uredniško ekipo okrog sebe, to je zelo pomembno. Če imaš pa nekoga od odzune, pa zmeraj se sprašuješ, a je v redu, a ne kljub temu, da imaš proste roke, lahko narediš, kar želiš. Želiš narediti tako, kot bo temu nekomu v redu. Tako da mene to malo stisko spravlja še zmeraj, čeprav sem govorila, ko smo prej govorila, da se ne smeš primerjati ali pa nekaj, ampak ne vem, želim narediti v redu, dobro, ali kaj pa zdaj. Obstaja neko pričakovanje, mogoče samo v moji glavi, ampak mislim, da zaradi tega potem intimno čutim drugače te stvari, kakor če
sam svoje avtorske projekte delam. No, ta prva avtorska slikanica Deček in hiša je dobila nagrado Kristine Brenkove, Levstikovo nagrado in plaketo Hinka Smrekarja. Nedavno pa Levstikovo nagrado tudi slikanica Povabilo, tudi vaše avtorsko delo. Ta slikanica je v bistvu v resnici zgodba o pomenu druženja, ne? Preživljanja časa skupaj. To so spet te neke stvari, ki jih mogoče zadnja, ko odraščamo in sploh v sedanjem času izgubljamo. Kam so se izgubila recimo naša druženja v realnem svetu? Je bilo to tudi del razmisleka, kako ste jo... Ne, porodila se vam je zamisel neko noč, ko ste vstajali zaradi najmlajšega sina in vas je prešinila ideja, otroška ideja, ki je takrat vzklila na plano sredi noči v odraslosti, kako bi bilo živeti v čajniku. Ne? Kaj pa druženja? Je bil to v bistvu vaš razmislek, kam so šla, da ste jih tako poklonili otrokom potem v slikanici? Mislim, vse se je malo prepletlo. Tukaj koncept doma, pa povabila nekomu. Ne. Zanimivo mi je bilo, ko sem zadnjič nekaj brala, danes je tako, zelo smo navajeni, da Bog nadej, da se kje oglasiš, brez da se ne poveš. Ne. To se moramo zorganizirati že ne vem na kak način, toliko prej. Ne. Včasih, ne, v tistih časih, ko smo bili pa mi otroci, so se pa ljudje kar ustavljali, pa to. Prišli so, veliko več so se družili, ne, se ne rečem, sigurno je bolj komod, če si doma, ne vem, v pidžami ali kaj se, da se ti nekdo nekar navlata na lep. Ampak ne vem, ne, ta sproščenost, ne, mi je lepo, ne, tudi rada se družim, rada sedim za mizo in se smejem in neki tako zelo preproste stvari, ne. Pogrešam to, pogrešam. Premalo je tega. Premalo je, ja. Tako nasplošno vsi neki brzimo sem pa tja, ali pa tudi s svojimi domačimi se usest, spiti čaj, da se, mislim, da čas zelo hitro gre, a ne, vedno hitreje se mi zdi. Yeah. Takrat se pa kot malo ustavi, malo ga lahko ustaviš, a ne. In s takimi preprostimi dejanji, tudi to se mi zdi ena taka čarovnija, ne. Ali pa s otrokom se usedeš pa ja, spiješ tisti čajček, mogoče kakšen piško zraven, ga vprašaš, kako si, a ne, da se malo znamo ustaviti. To mi je bila mogoče ena taka motivacija, da poskušam tudi otrokom pa njihovim staršem, ker tukaj te povabilo, vse slikanici, se samo to dogaja, ne. Oni se samo naberajo in mezijo in tako in potem grejo na zabavo, ne. Ampak to je bistvo, ne, za mene bilo, ne. Hkrati je pa japonski pregovor sem poiskala, ne, da nobena pot ni, čakaj, moram da bom pravilno prebrala. Če imaš ob sebi prijatelje, ni nobena pot predolga. No in ta je tak nekak, povzetek tega, kar res verjamem, ali pa življenje, ali pa moraš imeti pravi ljudi ob sebi, s katerimi se spet lahko smeješ, pa zabavaš, pa ti povejo stvari, ne, tudi tiste neprijetne. To je bistvo, ne. Ker na tak način se ustvarja bližina in se ustvarja tudi povezava, ne, ki je ključna v bistvu za naše odnose. Tako, ja. In se pogovarjaš in pogovor se mi zdi tako bistven, recimo, ker ene stvari včasih, če jih sam razmišljaš, je drugače, ko jih nekomu artikuliraš, ne, ko jih poveš, ali pa če gledaš slikanico, kaj opaziš, spet ono prepoznavanje. Se slikanice tudi uporabljajo kot eno tako didaktični pripomoček, da vidijo, kaj otrok razmišlja, kaj ga skrbi, a ne. In tukaj recimo je pa še koncept doma sem vnesla notkrat, ne, vse sorte so domovi, ne, ker druga stvar je za mene, če lahko to navežem, je pa, da kako se jaz lotim ustvarjanja, je zame ta mehanizem, o katerem sem tudi že pisala pa govorila, je ta ideja, da se pomanjšam. Torej na vašem blogu je en izjemno zanimiv zapis, kako nastaja slikanica, ne, od te prve ideje, ki švigne, ta seme, ki je v sklilu, ne, v bistvu, do teh vaših skic. Vi ste to opremili na način, da lahko vidimo, kako je nastajalo in hkrati zapisali, kako je do tega prišlo. Tako sem prav čutila, da moram napisati ta esej, kako sem se tega lotila. Tudi zaradi tega, da sem to artikulirala, dala ven sebe, a ne. Pa mogoče, da tudi kdo vidi, kaj je potem za slikanico, a ne. In ker je toliko veliko tega, a ne, da je, to je kot ena ledena gora in kaj se noter prineseš, kaj želiš pokazati, povedati, a ne. No, ampak ja, ta pomanjšanje je zame tak, kot en tako kot pravljici, a ne, res spiješ čarobni napoj, se pomanjšaš in potem se ti novi svetovi pokažejo, novi odprejo, ne, na tak način, ker potem
ko se igraš v glavi s temi predstavami, če si majhen, kako se pol, kakšne so ta razmerja, ne vem. To me zmeri zelo bogato se mi poplača ta manever domišljijski ali kaj. Ker potem, recimo, ko sem dobila v ilustriranje Barčico, najprej sem mislila, da bom umrla od dolgčasa, res to je že to, Barčica po morju plava, to je tako najbolj zlajnana pesmica, ki smo jo skozi speli kot otroci in tako sem bila neinspirirana, moram reči. Ampak potem sem pa vklopila ta mehanizem, Če se pomanjša? Ja, če se pomanjša, potem se to ladica je postala orehova lupinica in potem mravljica in tako. To mi je bilo pa noro dobro delati in tako. Torej, na tak način, tako, ko se opazujem, mi je najlažje delati. In isto je bilo tukaj. Torej. Ja, dajmo, kako je imeti dom v čajniku, pa čevlju, ali pa pod zemljo, kaj je pod krtek. In se pol igram, kot sem bila punčka s temi. Otroci imajo nekako, jaz se zdaj spomnim tega, ne vem, upam, da imajo to drugi, ta udobnost, iščeš te kotičke, ali pa se pod grmiček skriješ, pa se ti zdi, da si že nekje, Tako, igrivo je to, pa pravlično, pa ne še zmeraj to zelo spodbudi v tem smislu, domišljijskem. In to je pač knjiga, ki je na tak način nastala. Zdaj ste pred razstavo vaših del v Velenju, ta razstava, torej nekako 10 let po dečku je čas za... Je ta razstava recimo čas in priložnost za obračun s narejenim in tudi verjetno z željami in hrepenenji za naprej? Ja, res, tako se je poklopilo, sicer je zelo nekako po enem slučaju tako naneslo, ampak zdaj, ko sem razmišljala o tem, je res, da je 10 let od izida, dobro, dečka sem pa že delala malo prej, ampak tam, ne. In prva tudi razstava, ki bo vključevala večino teh mojih slikanic, in še mogoče kaj iz revij, tako ko so rekli, da delam še z revije tudi. Sem je tako, zdaj pa res lahko malo razmislim, ali pa bom videla, ker včasih je tako, zase ima človek zmeraj slepo pego, Tudi, ne vem, verjetno pri vseh ustvarjalcih je tako vidim. Jaz sploh ne vem, Včasih grem na svojo spletno stran, pa gledam, pa rečem, tako jaz delam. Nekaj je ful smešno, ker res, vse je kar v redu, ker večinoma se samo sekiramo, kaj se ne znamo, kaj se ne moremo. In se mi zdi zanimivo, da bo zdaj videla te stvari na kupu, pa idealna priložnost pa res, da za nek razmislek, ker sem si kar vzela čas tudi, ko sem bila na porodniški, zdaj je ta moj otrok že 3 leta star, ampak je bilo eno tako sobotno leto, nič nisem veliko o tem razmišljala, razen tega, ko sem je ta čajnik prikazal. In kar počasi delam, od tega še kar ne dam si, tudi ne morem, nekako mi ne da, da bi preveč hitela, da bi nekaj tako zasledovala, ne vem, preveč. Hočem manj, pa to toliko bolje, ali pa z več razmisleka, ali pa več enega smisla. In bo pa dober čas zdaj, ker imam pa v delu, nekako, recimo v skicirkah, tudi dva nova avtorska projekta, ki se je zelo veselim in imam drugo leto 2026 tako spraznen urnik, nič nisem sprejemala. Za avtorske projekte? Da bom lahko to naredila, svoje stvari. Tako da, tako je en tak pomemben trenutek, da tako malo sapo zajamem, pa delam tisto, kar si pa res želim. A je eden od teh nadaljevanja Dečko in hiša? Deklica in vrt? To je pa tretji. To je pa tretji. Točen, ja. Deklico kar skozi odlagam, zaradi tega, ker je to en tak pomembna stvar za mene. Tako res, še toliko bolj arhetipska, pa še ta, tako, imam še vse domišljeno, sam, ne vem, še ni, ampak vse je tako, ponavadi pri teh stvarih ustvarjalnih, kar same pridejo do tebe. In takrat jo zagrabaš in narediš. Vidim tako, če nekaj forsiraš, ni dobro, če tudi ni dobro, seveda, če preveč stopicljaš na mestu in se nikamor ne premakneš, ampak nekako en tak naraven tok ujet je pa tudi eno svoje vrstno mojstrstvo. Tega se pač skozi učimo. Tako da čakam malo na to. Ko ste spomladi letos pisali dnevnik za časnik Večer, ste med drugim napisali, da razmišljate o veliki teži knjig. Takrat ste nosili knjige iz svojega
delovnega prostora v kreativno-umetniškem inkubatorju Trebnje in ste zapisali, slikanice se zdijo vrljivo lahke, tak skromen obseg, par strani, komotijo pod vzduho nese otrok. Kakšna zmota. Notri pa celi svetovi in usode, ki te lahko ganejo ali ne smejijo do solz in predvsem polno lepote. Je ta svet, o katerem v bistvu zdaj že nekaj časa govoriva, je to v bistvu nek svet, ki je varen? Imajo slikanice zato takšno težo, ker smo v njih varni, ker so otroci v njih varni? Je to nek mehak svet je vedno mehak, je topel. Način, kako vi delate, takšen je. Ni nujno verjetno, da je vedno tak. Mislim, možnosti so za varno, ne, da varno pelje stvari, tudi nevarne stvari, ne, kar je dragocenost recimo tega pristopa. Obstaja ogromno sjajnih problemskih slikanic, a ne, si to področje ne zatiska oči pred vojnami, pred usodami, ki so težke, a ne. Ampak mislim, da želijo o njih spregovoriti na način, ki je upajoč, ki išče rešitve, ali pa saj rešitve, kako čutiti to, a ne. Torej za otroka, da ob tem se počuti varno, seveda, ne. Čeprav videla sem tudi, da otroka zelo privlači, tudi recimo deček je dosti taka temačna, a ne, je tudi malo zelo nevarna, ne, Američani so imeli kar težave s to knjigo, a ne, ameriško tržišče, torej otrok se sam sprehaja po zgodnem jutru, ko je temno, to lahko bi bila tudi noč, vstopi v neznano hišo in tapa po njej, to je horor, ne, mislim, za današnji svet, a ne. Ampak ta svet je paralelen, ne? To je varnost. Torej, otrok lahko spleza tudi na streho, pa ne bo padel dol, ne? Čeprav tukaj je bil spet pomislek. Ne smemo dati otroka na streho, mora biti balkonček, ne? Zato smo narisali balkonček v rdečku. Tako, kar je se zgodilo zdaj zadnja časa, je vedno več te cenzure, vedno več, a ne? Ampak ljudje mogoče bi se mogli zavedati, da je pa res usporeden svet. Ja, tako kot sem rekla, pravličen, a ne? Poln simbolike lahko in navideznega in lahko letimo tam in lahko karkoli se zgodi, a ne? Vse je mogoče. Ampak je pa varno, ja, tako. Je eno polje, kjer lahko preigravaš. Tako kot otroška igra v resnici. Otroška igra je tudi način, kako otroci se učijo veščin, ki jih bodo potrebovali skozi celo življenje, a ne. In isto je slikanica, je to vodišče, ta igra za, a ne, našo domišljijo, našo percepcijo. In zato se mi zdijo toliko pomembne. Zdaj, ko imam jaz sama svojega 3-letnika, ne, in tudi srečujem toliko stare družine, a ne, in ne vem, tako se mi zdi, kot eno poslanstvo čutim, da bi res povedala, da to je pa res pomembno. A ne, saj Albert Einstein je rekel, ne, domišljija je pomembnejša od razmišljanja od pameti, ne vem, če sem zdaj prav citirala, ampak koliko je to pomembno, a ne, če hočete vi dobro svojim otrokom, mu berite pravljice, in če hočete še bolj, mu še več berite, a ne. In kar ni časa mogoče toliko današnjih hitro, a ne, tekočih svetovih. Ampak tukaj bi se vam mogli staviti, pa si vzeti to res. Ker hočemo otroku valjda vse najboljše, ne. V tem pisanju dnevnika ste zapisali tudi, pokažeta mi slikanico, I saw a beautiful woodpecker, videl sem prelepo žolno, pravzaprav dnevnik 8-letnega poljskega fantiča, ki je v času tik pred začetkom druge svetovne vojne za izboljšane rokopise dobil nalogo, da vsak dan poletnih počitnic zapiše en stavek. Srce se mi krči, ko se zapisi o preprostem, idiličnem življenju prevešajo grozljivo soočanje z vojno. Nas nikoli nič ne izuči. In zdaj smo tukaj, sami ste že nakazali v bistvu, da so seveda tudi teme, ki so grozljive, tudi za nas odrasle, kaj šele za otroka, in da tudi otroci sami trpijo v bistvu v teh razmerah, v vojnah, izstradani otroci v Gazi. Razmišljate o tem, v bistvu ob teh temah tudi, kako otrokom z ilustracijo govoriti o tem, ali bolj razmišljate o tem, na kak način ponuditi neke druge svetove, kako gre tukaj vaš razmislek, recimo, ob takih temah? Mislim, ta slikanica res tako se ti kar srce poskrči, zaradi tega, kar se zdaj isto dogaja, ne? Ja. Tako, moram reči, da
veliko je avtorjev in eni to zelo sijajno počnejo. Ne. Jaz sem mogoče mal na ta način, da bolj idealistka, pa bolj te svoje svetove ustvarjam in noter ene vrednote poskušam vgrajevati, ki so te narave. A ne. Pa tudi problemske slikanice, mislim, ful so pomembne. A ne. Jaz jih tako spoštujem, še toliko bolj kot karkoli drugega, karkoli domišljijska. Recimo jaz mislim, da bi to mogel vsak človek pogledati, prebrati in začutiti to noter. A ne. To tako plastično je, a ne, tako začutiš res tisto. Mislim, seveda, ko gledaš poročila, a ne, sam literatura mogoče eno to, da te tako res v srce, a ne, ker da smo postali že malo imuni, a ne. Kar gledamo to lahko, pa nič ne naredimo, ne moramo, mislim, obupne. Ne vem, sploh kaj je rešitev za to. Sploh nimam, ker se zdijo slikanice banalne, a ne, ob tem, popolnoma. Po drugi strani pa so pa lahko, ne, Lampedusa je bil en projekt, naprimer, ko so tihe slikanice vključevali, zaradi tega, ker so tihe, so jih otroci lahko brali, ker Lampedusa bila pač prvi otok, katerega, a ne, in so imeli to knjižnico tam, ki raste, še zdaj je ta en tak živ projekt za begunce, za ljudi, za te otroke Boga, ne. Ne vem, tako vedno sem, sploh ne vem, kaj ne rečem, ne, ker tukaj jaz ne moreš, ne, niti dojemati tako dobro ali pa kaj pametnega sploh povedati, mislim, zdi se mi pa pomembno to, da že v te male ljudi, ki jim bomo predali ta svet, a ne, ki ga zdaj ti starci s svojimi, ne, groznimi idejami vodijo, a ne, vidim že, naj bo ta generacija nova, a ne, naj bodo bolj sočutni, bolj, a ne, naj bodo idealisti, no, mislim, da je en tak, a ne, zmeraj se zgodovina dogaja v ciklih, ne, in nažalost smo zdaj na enem takem ne preveč dobrem, a ne, mestu ampak vidim mlade ljudi, tudi pri svojemu starejšemu, ki so dobri ljudje, ki so sproščeni ljudje na en način in nimajo, en kup enih teh stvari nimajo v glavi, ko jih imajo mogoče starejše generacije, ne, in to mogoče dobro, ne. Zdi se mi najbolj pomembno iz tega mojega skromnega stališča ali pozicije neke, a ne, avtorice, da bi ohranili vero v dobro v njih, ne, v najmlajših, v vero v spremembo, pa v to, da je treba vstati, pa se izraziti ali pa reči, to ni prav. In da bi to seme dobili preko slikanic in ga gost razvili, ko bojo odrasli in sami krojili svet na ta način. Ja. Veliko poudarjate tudi odgovornost vas, ki delate za otroke. Kot ste že prej nakazali, ne, da te podobe, ki jih gledajo, ni nepomembno, kakšne so, je zelo pomembno, kakšne so, ker vplivajo na otroke. Da se vam zdi zelo pomembno, da to niso neke banalne ilustracije, da niso, kot vi rečete, recimo polizdelki. Kako je ta vizualna polucija, ki smo jo, to je moj izraz, mislim, hočem reči, niste vi rekli, bom kar nase vzela, ta vizualna polucija, ki so jo deležni tudi otroci, mi pa še toliko bolj, drugačna recimo od kakovostne produkcije slikanic. Ja, lahko kar takoj nekaj citiram, nekaj par dni, tako kar pride v življenju stvari, ki jih rabiš, ne. In zdaj moram povedati, kaj Oton Župančič, ne, v Uvodu za Butalce zapisal, ne, za deco, ne, torej za otroke je najboljše komaj dovolj dobro, to je rekel. Druga stvar je pa od Kristine Brenkove, sijajne prve urednice, da se za otroke s pinceto, a ne, prebira. Tako, ne vem, kaj ne rečem, jaz to tako res veliko odgovornost čutim, a ne. In spet smo na tistem polju, a je zdaj to samo nekaj otroškega, kakor neki kao otročje, ne rabi tako dobro, neki hitro bo dobro za otroke, a ne, kaj bodo pa vedeli. Kar je, ne bi moglo biti dlje od realnosti ali pa resničnosti, a ne, ker to je pa tako najbolj pomembno, tako iz vsega, kar smo že povedali, ne, jaz to verjamem, ne, in da otroci so tako vidijo vse, tudi ilustracije, ne, ali pa v zgodbah, imajo občutek za te nianse, za detajle, noro, ne, kaj otroci vse najdejo, tudi kad ti stokrat kakšno stvar pogledaš, pa ti uide, ne, sigurno bo en otrok to opazil, ne. Tako, res je pomembno, da pa tudi druge stvari, čisto tako,
kot izdelek. Ne. Slikanica je ena taka reč, ki se jo pogosto, če bi bilo idealno, jemlje v roke, se jo lista. Torej, knjiga mora biti kvalitetno narejena na vse načine. A ne? In to mora biti moja dobra, ilustratorjevo delo kvalitetno opravljeno, uredniško, čist fizično, tiskarna, kakšen papir zberemo. Mislim, tukaj je res toliko enih faktorjev, da na koncu pride nekaj ven, kar mi nezaznavno potem dojemamo, a ne, kot kvaliteto, da je pač, ja, je to ena velika odgovornost. Ne more biti kar vsaka stvar dobra. Za otroke. Za otroke, no, za vsega verjetno, ampak ja, sploh pa za otroke. Tako kot pri prehrani. Pazimo, ne, da polnovredno jemo, da jim dajem, sploh za otroke. Ne. Otroci so prvi, seveda, ko o tem razmišljamo, zakaj bi bilo tle drugače, a ne, pri slikanicah, pri revijah, pri vsebinah, ki jim jih dajemo, ne. Mislim, mene je groza, ko vidim že kakšne te posteljce ali pa vozičke z nekimi držali za tiste tablice, pa to mislim, halo. Danes, ne, jaz imam že tako stare otroke, da se spomnim še tistega obdobja, ko so bili vsi tako entuziastično navdušeni nad vsemi temi zadevami digitalnimi, a ne, in da bodo v šolah že imeli samo še to, ne, ampak zdaj se pa spet obrnilo malo, zdaj pa že 20 let okrog, rečemo. Gremo nazaj na papir, gremo nazaj na knjigo, razglasili so že, da knjiga umira, da to bo samo še bralniki. Ni se to zgodilo, a ne, kvečemo obratno. Še toliko bolj, kot kdaj prej, se mi zdi, da čutimo afiniteto do tega haptičnega. Ljudje smo pač bitja čuti, a ne, in kako pa boža, kako nekaj diši. To se ti vse ugradi nekam, a ne, podzavest, in zato je tudi pomembno za otroka, da je to vse kvalitetno izdelano, odgovorno, a ne, da so razmisleki tukaj o takih detajlih, ki o njih ljudje sploh ne vejo. Ne. Torej, res je to ledena gora. Ne. In če imaš ti to ledeno goro in imaš od spodaj to ogromno dela, slikanica je pa ta konček, ko ven gleda. Ne. Kakšni ljudje si pa predstavljajo, da je to vse. A ne. In ne moreš samo to vzeti. Ne. Kako pa digitalizacija, tehnološke spremembe, tudi umetna inteligenca, kako pa recimo to vpliva na vaše delo? A vpliva kaj? Kako, prej smo malo povedali o tem vašem ustvarjalnem delu, kaj pa ta proizvodni proces, kako izgleda recimo vaša miza, kaj je na njej? Ja, jaz sem še kar tako malo dinozavrska, ampak moram reči, ko je bila omenjena AI, ne, umetna inteligenca, to so te izzivi, ki so glih zelo frišni, ne, za nas. Ta skupnost je kar malo vznemirjena, zdaj zelo se bojimo vsi tega, ne, iz očitnih razlogov. Ampak je pa spet toliko bolj postal pomemben. Mislim, da bo tudi na dolgi rek, kak en zanimiv eksperiment sem naredila zadnjič. In sicer sem v ChatGPT vpisala vprašanje, kaj se bo zgodilo s poklicem ilustratorja in kaj se lahko pričakuje, da se bo, kakšne so te spremembe na področju našem. In je šlo v smer, tako kot tudi sama razmišljam, da je postala dragocena napaka, človeškost, ta taktilnost, senzibilnost, da ne bo vse tako nekaj pološčeno, kot, ne vem, kot je razlika, če gledaš recimo originalno sliko ali pa originalno jed, ali pa fotografijo jedi mogoče, to nekaj, če ima take neke primerjave. In ja, zato se zdaj, jaz sem tako pač staro izobražena, stara garda, ne, mi smo se pač slikarstvo učili na stare načine, še kar bolj ali manj, no. Računalnika sploh nismo imeli, da ne vem, kdaj. In še zdaj tako delam, ampak zdaj bom še to malo bolj pojačala to glasnost, ne, da bo to vse še bolj človeško. Ja, tako, a ne, organsko, a ne, to, ker ja, in zdaj seveda so pomagala, saj bi bilo neumen, če si ne bi človek pomagal, a ne, pa skice je lažje jih obdelovati, ko jih imaš na računalniku, pa potem seveda preden grejo stvari v tisk, še kaj dodelaš, kaj popraviš, a ne. Zdaj včasih so mogoče rabile celo ilustracijo še eno narediti, če si se kaj tako zmotil, a ne, danes je pač to lažje, a ne, zakaj ne bi si to v tem smislu poenostavili stvari. Ampak ta kor, ne, to jedro pa mora biti, se mi zdi, človek. Tako, ja, človek, ker je to nekaj, kar je tako naše, ne, kar je, jaz upam, no, ne vem pa, kaj se bo zgodilo.
Kako so pa različna sodelovanja z različnimi ljudmi različna? Recimo, ne vem, Adam in Tuba je knjiga, ki ste jo naredili skupaj s pisateljem za mlade Žigo Gombačem, Svetlana Makarovič knjigo Korenčkov palček. Kako ta drugi del zaznamuje vaše delo? No? To, kdo recimo je na drugi strani, ni na drugi strani, na isti strani. Ampak... Pa sej, moram reči, da tako, ne? Načeloma nimaš na drugi strani avtorja, ampak urednika. Torej, urednik je tista umestna točka. In načeloma niti ne. Recimo Svetlana Makarovič smo mi dva prvič govorile na tiskovni konferenciji. Po izidu. Ja, tako. Z Žigo je druga zgodba, zaradi tega, ker je pač malo drugače štartala. Tudi, ker so v bistvu, ker sem mu jaz malo navrgla enkrat, ko sva se dejansko prvič srečala, da je super zgodba, da naj naredi slikanico, a ne? Kakor jaz sem tako rekla, pač dej, poišči nekoga, pa... Pa je poiskal. Dobra je, ne? Ja, pa je kar takoj poiskal. Ampak komunicirate pa tudi, če ne z avtorjem, ne komunicirate v bistvu z njegovim besedilom, recimo. Ne? Tako, ja. Ja. Kakšno je pa to razmerje med besedilom in ilustracijo? Lahko je zelo različno. Ne? Lahko v bistvu ga podpira ilustracija, besedilo, lahko pa je to razmerje tudi malce drugačno. Ne? Gre ilustracija svojo pot, pripoveduje neko drugo plast zgodbe. Ne? Tukaj niso mogoče zadeve tako enostavne, kot se zdi na prvi pogled. Ja. Ne, to je zelo zanimivo. Odvisno, sicer za kakšne tekste gre. Seveda imamo različne tekste. Ilustrator je tista oseba, ki vedno to malo posvoji. Ko nekaj dobiš, pozabiš, da je tam še kakšen drug avtor. To je moje. Zdaj delam enega nemškega avtorja, ki to je zdaj moja knjiga. To moraš tako posvojiti, to je tvoj otrok. Zato da se zmanjša ta vrzel, mogoče, o kateri sem prej rekla. Torej, moraš ti to ponotraniti. Tako da in to je potlej, ja, na ta način laže se dela. Je pa zelo pomembna uredniška ekipa, to moram pač res povedati. Ker je tisto oko, ki pove, a je tako, kot si ti predstavljal, a je tako razumljeno, je tako, tako da... ker če bi, zdaj, tisti, kateri piše zgodbo, ima eno predstavo svojo, ti moraš svojo. Je pa tako, da te vrste ilustracije, tako, kot ste rekla, da je, lahko gre svojo zgodbo. Te so najbolj zanimive potlej, v resnici po ti izdelki, ki, recimo, ilustrativnost kot tako je dosti tak omalovažujoč pojem, in je ilustracija toliko več kot to, Ni... Tudi mora biti razmerje urejeno na tekst. Torej, tekst ne sme govoriti stvari, ki jih lahko ilustracija pove. Neko opisovanje, kakšne barve, kaj zdaj. To je brez veze. Tam mora biti taka zgodba, ki je bistvo, ki ima svojo naracijo. Ilustracija pa to okrepi, lahko pojača. Mogoče s tem, kakšne so tudi zanimive tiste slikanice, ko prihajajo do nasprotja, ko veliko drugo govori ilustracijo, kot pa otroci pol vidijo na sliki in to je noro zabavno. In je potem vir smeha in razumevanja in pogovarjanja lahko, kot je pol tako igriva rata knjiga tudi, Ali pa poudari magičnost, poetičnost, vzdušje, recimo vzdušje. V literaturi seveda se besedila ustvarjajo vzdušje sama, ampak sploh pri teh mlajših je pa nekaj, kar pol pričara, toliko bolj še tudi ilustracija. Vi delate kot samozaposleni v kulturi, to je verjetno lahko, to je vir svobode in tega, kar ste prej opisovali, da lahko v bistvu sanjate, si drznete in tako. Je pa verjetno tudi vir nekih frustracij, čeprav razumem lahko. Ja. Je lahko tudi naporno. Ja. Rekli ste mi, ne samo meni, večkrat to javno poveste, da je pri tem poklicu, ki ga zdaj opravljate za razliko od prejšnjega, torej restauratorskega, da je tukaj, mislim, da je lahko ta bolečina nekega neuspeha še toliko hujša. Ja, res je, to je pač samo za pogum, kaj ne rečem. Če si, mislim, specifike so, se ta poklic težko upravljaš drugače kot na tak način, ampak spopadaš se z vsem sam, sam si, kar je včasih super, včasih pa ne. Pol je pa čisto praktično, iz tega praktičnega vidika je težko, ker
mi smo izobraženi v teh stvarih, umetniških, vizualnih, ampak danes je ta status tak, da zajema še en kup ene birokracije, enih težavnih, vedno bolj pa Slovenija, moram reči, da smo ena bolj zbirokratiziranih držav v tem smislu, ker se pogovarjam s kolegi, v tujini je to, ne vem, bistveno lažje, ne vem, speljati kakšno stvar, tako da to je kar odžira en velik del tega ustvarjalnega, kako vse prav narediti, pa da ja ne bo kaj narobe, pa tako čista davčnem smislu, ali kaj pa jaz vem, kakšne. Potem pa seveda, mi, kadar si tako skozi delaš, mislim, ni to neki običajna služba v tem. Mislim, danes je veliko služb je takih, da se kar prepleta že vsem življenjem. Pri nas je res to tako intimno zvezano. Jaz vse, kar delam, tudi ko hodim v knjižnico ali pa zvečer berem pravljice z otrokom, jaz tako skozi zraven razmišljam, gledam, se učim, opazujem, ne vem, ko pospravljam doma, razmišljam, Tako je vse je zelo prepleteno in seveda potem, ker je to tako intimno, so potem neuspehi veliko bolj boleči, ne vem, če pa bi nekaj se zmotila, ko bi nekaj pisala ali pa bi kaj narobe zložila, bi bilo to nič takega, Mi pa kar travmiramo, mogoče smo, zato, ker smo tako smo bolj nagnjeni, smo bolj občutljivi, ampak ne vem, pa še tako, ena druga stvar je še, ker si samo v ateljeju, veliko si sama, in se kar prikrade ta negotovost, pogost je, sindrom vsiljivca, zelo pogost, v naših vrstah. In zato je dragoceno, da se lahko s kom pogovoriš, ali je to kolega, čeprav se občasno sam srečujem, ali je to urednika, ta ekipa, ki te drži, tako urednik je, to sem brala od ene slavne urednice Ursula Nordstrom, je bila v tistih v Ameriki v 50-ih, 60-ih, ko so najbolj ključne slikanice izšle, ko so še danes tako kultne, je bila ona ta oseba, ki je to omogočala, in urednik je tista oseba, ki je in birič in mama in da ti da ramo, da jokaš na njej in ti čokolade nosi in te forsira in tako res, ker si sam se prepuščen na tem polju, je fajn, če imaš nekoga, ki te malo pazi od odzune, tako, ki si ustvarjala, in je zanimivo, ni pa tako, mogoče toliko lahko, ko si ljudje predstavljajo, da ti sam nekaj jaz ostanem in narišem in tako mi dobro rata in Je veliko frustracij, neuspelih poskusov. Mislim, večji del je frustracije, večji del je tistega, kar stran zmečeš, kar recimo temu so skicirke namenjene, samo jaz veliko premalo skiciram, kot bi si želela, pa mislim, da vsi tako rečejo, drugače, kjer je recimo skicirka prostor, kjer ti lahko to eksperimentiraš, probavaš, se motaš, to je idealno, ampak tega je to veliko, tega balasta, mislim, ne balasta, torej mora biti ta humus, humus ogromno, da ti nekaj narediš tako, ko si ljudje predstavljajo, tako nekaj kot dosti na hitrco, nekaj, kar fino razgleda, so leta vaje, in tudi gre, torej to je tako, kot mišice, tako, če bi tekel, zgubiš kondicijo. In moraš skozi to vzdrževati. Vaja. To, da si skozi na tekočem stvarmi, da to ranljivost in ohraniš vse to odprtost, mislim, eno tako posebno ravnotežje moraš skozi vzdržati, tako, ki je zanimivo, potem se navlečeš na to. In smo spet pri tem, mogoče kar je rdeča linija tega pogovora, ta odprtost, bližina, ranljivost, tudi pozitivna naravnanost, nežnost do sočloveka, do sebe. So to stvari, ki bi jih radi predali otrokom kot seme? Ja, absolutno. Ja. Tako, prav vse to. In tako kot, če nekaj otipam, da ta puls, kaj se izdaja, te knjige, grejo veliko tega zdaj, veliko se vsi s tem ukvarjamo, kako se počutimo, kako se otroci počutijo, kako... Ja, seveda je pomembno, da si čim bolje, da ti dnevi minejo, da saj nekaj lepega, Jaz seveda, tako kot smo prej govorili, svet je lahko grozen kraj, ampak
to je pa veščina, se mi zdi, ki jo lahko se priučiš, da vsak dan nekaj lepega vidiš, a ne tako, kot so ti, ki ti rečejo, piši dnevnik, kako je že, hvaležnosti, pa tako, a ne, da v meditacijo vpletaš, to, kaj so se. Jaz to vidim, to čarobnost, malo bolj na ta vidik iz mojega področja, da vsak dan ne poiščem nekaj, kar je lepo ali pa rahlo čarobno, ali pa ima potencial, pa se meni zdi čarobno, ne. Torej, da vidimo lepo, no. In da znamo to lepo tudi na druge prenašati, drugim dati. Ja, seveda, prijazena, ne. Saj to je pa tudi to, kar je iz teh zgodb ven ali pa slikanica, ne. Tudi ljudje ostali, ne, so kot knjige, ne, nikoli ne veš, kaj se nekomu godi in torej to neko zavedanje, da nekdo, ki ti je zoprn ali pa, ne vem, mogoče ima pa težave ali pa, ne, torej neko tako širšo sliko ali pa hkrati, da si zvest sam v sebi, ne, da ne vem, da če se počutiš igrivo, si pač igriv, ne pa, da to vse tišeš, ali ne vem. Ja, to se mi zdi najbolj dragoceno in nekaj, kar slikanice res lahko prinesejo otrokom. Vse to, no, eno bogatstvo je, no, ampak mogoče je pa pomembno to, da, ja, naj bodo tako, kot so, pa ne moreš se motiti, ne, tako smo vsi, zelo se bojimo napak, ne. Tudi slovenske šole so primerjave s kakšnimi drugimi, se to vemo, ne. Nič se ne upaš reči, da ne bi kaj neumnega vprašal ali pa kaj takega, ne. Torej, biti tista oseba, ki neumne stvari sprašuje, da to nič takega, da se motiš, tako kot so prej rekli, napaka, človeškost, to, kar nas dela ljudi, ne, to je nekaj, kar je dragoceno postalo in hkrati se znebiš na ta način en kup enih teh fiksnih nekih navideznih strahov, ne, ki jih imamo ljudje, no. Tako, to bi rada mogoče prenesla, no, kot eno poslanstvo, kaj je. Maja Kastelic, najlepša hvala za besede, za sodelovanje, za inspiracijo tudi v teh poletnih dneh. Hvala. Hvala tebi za povabilo. Z veseljem. Ja, čim več slikanice beremo. Ja. Lep pozdrav in nasvidenje tudi vsem gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Zdaj bomo s podcasti naredili kratko pauzo, kratek premor, a bom zelo kmalu spet z vami. Bodite dobro, delajte dobro, bodimo dobro in delajmo dobro. Ob vsem tem sranju v družbi in svetu je prispevek vsakega od nas zelo pomemben. Hvala vam tudi za vaše misli, zapise, odzive, ki mi jih pošiljate. Hvala, da spremljate moje oddaje. Nasvidenje torej in kmalu bomo spet z vami.